Bratje in sestre, z Marijinim praznikom, Marije Božje Matere, s katerim lahko res izrazimo tisto njeno veličino, izbranost pred Bogom, začenjamo novo koledarsko leto, novo obdobje. To, kar je pred nami, kaj v tem letu, ne vemo, vendar verjetno prav iz prehoda iz starega v novo leto je med nami izrečeno največ voščil, želja, pa tudi krepenen, da bi bilo vse dobro na pravem mestu. In pogosto prav ob novem letu voščimo sreča in zdravja. Morda se ga je to reče zelo tako iz navade, pa vendar je to voščilo zelo na mestu. Še posebej takrat, ko človek, še posebej pa kristjan, začuti, da sreča, ki jo nekomu želimo, prihaja od Boga. Ni sreča samo sad mojega prizadevanja, mojega truda, mojih sposobnosti, ki jih imam v življenju, ampak sreča je tudi sad od Boga. Zato, ker tudi v našem slovenskem prostoru, v našem jeziku imamo tako lepo povezavo. Sreča, ta beseda vedno prihaja od srečanja. In to je lahko srečanje z drugim človekom. Če je tukaj dobrohotnost, potem se sreča ustvarja. Če ni dobrohotnosti, se tudi sreča umika. In če je to srečanje enega človeka z drugim, je tudi sreča takrat, kada se človek sreča z Bogom. Tukaj pa smo že korak naprej, ko čutimo, kako je naša prihodnost položena v modrost in Božjo previdnost. Mi smo na tem svetu postavljeni zato, da bi nas toliko časa nesel, kakor nanes. To bi bilo nemogoče od nekoga, ki nas ljubi. In če nas Bog ima rad, potem je On prvi, ki nam želi srečo. In zato je prav, da tudi, ko se mi srečujemo z našimi domačimi, s prijatelji, z znanci, sodelavci, sošolci, sosedi, da si voščimo srečo. In imejmo zavest, da sreča temelji v Bogu, ker smo med seboj kot bratje in sestre. Voščimo se tudi zdravja, prav je tako. Morda še premalo pomislimo, da je zdravje izraz človeškega življenja. Ampak življenje je dar, ki smo ga zopet dobili od Boga. In ko si voščimo zdravja v prihodnje, naj bo vedno zavest, da si želimo telesnega zdravja, ki se najhitreje vidi in občuti, duševnega zdravja, da bomo naše misli, čutenje vedno v pravi meri, pravi obliki. In tudi duhovnega zdravja, te pa zdravje naše duše, da ne bi bilo ločitev, ranjenost od Boga, da ne bi bilo greha, hudobnih dejanj, vse tisto, kar človeka uničuje na duhovnem področju. Zato naj bo vedno v zavesti, ko si voščimo zdravja, tako telesnega, duševnega, kako tudi duhovnega. Človek je lahko poln življenja, če je zdravje prisotno na vseh teh treh področjih. Vemo pa, da tudi skozi tek življenja, morda še posebej, ko se nabere večje število let, tudi telesno zdravje se umakne ali postane bolj krhko. Zato, ker je tudi naša narava življenja na tem svetu s tem zaznamovana. Je včasih res, ko slišim kakšnega človeka, krhko je telesno zdravje, ni več telesnih moči,
ampak se krepi duhovno zdravje. In je lahko človek, kateremu se hitrost v koraku in v roki zmanjšuje, poglablja duhovni pogled. In tega vam želim v novem letu, ki ga začenjamo, da bi vse stvari od najbolj preprostih vsakdanjih do tistih, ki bodo tudi drugi opazili, da bi za vse te stvari imeli duhovni pogled v hvaležnosti, da lahko po Božji previdnosti mnogo dobrega in lepega naredimo. In vam želim v novem letu, da bi čutili Božjo navzočnost skozi vse dni, pa tudi Marijino varstvo. Naj nas Marija Božja Mati svojo besedo vedno priporoča Jezusu Kristusu, ki je naš odrešenik. Zato vas povabim, da tudi skupaj izpovemo vero.